Jaz vse lepo pozdravljam, hvala lepa za odzivnost. Neki komentarji bi rad podal v imenu Slovenske demokratske stranke glede zavrnitve projekta nove proge Koper-Divača v okviru financiranja iz tega prvega tako imenovanega Junckerjevega razpisa. Najprej pa seveda, da o tem po tistem, kar bom povedal v nadaljevanju, ne bo nobenega dvoma, bi rad poudaril dve stvari. Prva je ta, da je ustrezna pretočnost proge med Koprom in Divačo strateškega pomena ne samo za koprsko pristanišče in slovenske železnice, pač pa za celotno slovensko logistiko. In vemo, da v naslednjih 10 letih, oziroma še prej, v naslednjih 5 letih bo pretočnost te proge glede na predviden porast prometa v pristanišču Koper pod vprašajem oziroma bo premajhna. In drugo, kar bi rad poudaril, še tako moderniziranih teh 27 km nove proge ne bo oziroma ne bi pomenilo veliko, in tega se zavedamo že nekaj časa, vkolikor se vzporedno ne modernizira tudi preostali del železniške infrastrukture na 5. koridorju. Kajti nam nič ne pomeni, če imamo super urejenih 27 km proge za hitrosti 160 km/h, če na preostalih 300 km obstajajo številne omejitve, tako glede hitrosti, tudi pod 80 ali še manj km/h, kot glede drugih omejitev, ki jih pomenijo nivojski železniški prehodi in ostalo. Torej, modernizacija celotnega 5. koridorja, vključno z novo progo Koper-Divača, je strateškega pomena tako za Republiko Slovenijo, za njeno logistiko, kot za vpetost države v prometne tokove. Gledano iz trenutne časovne distance, se zdi odločitev, da projekt nove proge Koper-Divača ne bo financiran z evropskimi sredstvi iz pravkar zaključenega tako imenovanega Junckerjevega razpisa, torej za Slovenijo slaba odločitev. In pušča vtis, da je vlada zamočila. Da se modernizacija spet oddaljuje, vendar na drugi strani, če pogledamo dolgoročno in če hipotetično predpostavimo, kaj bi se ob tem, da ni nekega javno-zasebnega partnerstva, da je vrednost projekta 1,4 milijarde, da ni bilo znanih virov financiranja. Torej, če gledamo dolgoročno, lahko Slovenija na podlagi te zavrnitve projekt, ne samo teh 27 km nove proge, pač pa modernizacijo ostale infrastrukture, predvsem na železnicah, optimizira in pospeši, seveda ob upoštevanju nekaj predpostavk. Prva predpostavka je ta, da lovimo dejansko skrajni čas, o tem smo govorili že nekaj let nazaj, da lovimo zadnji čas, ampak zdaj pa res lovimo skrajni čas glede vpetosti v mednarodne prometne tokove, ker naši sosedje tako na zahodu kot na severu in vzhodu oziroma jugu niso spali v tem vmesnem času, da torej lovimo zadnji čas, da ostanemo vpeti v ta mednarodni promet. In vkolikor želimo to vpetost tudi v prihodnje ohraniti, potem je po našem mnenju ena od ključnih predpostavk, da optimiziramo te projekte ta, da vlada resno prečisti načrtovane projekte na področju tako železniške kot tudi cestne infrastrukture. Vemo, s kakšno količino denarja bomo razpolagali v prihodnjih 20 do 30 letih. Vemo tudi, kje se da dodatne vire financiranja pridobiti. Vemo, koliko lahko računamo sredstev iz takih in drugačnih evropskih mehanizmov in vemo približno, koliko nas ta modernizacija ob nekem racionalnem načrtovanju in izvedbi lahko stane. Brez tega, da se ti projekti resno prečistijo, se bojim, da Slovenija bo sicer mogoče uresničila tudi ta projekt, če želite, ki je pomemben, vendar bo zmanjkalo denarja za vse ostalo, kar je potrebno na področju modernizacije še postoriti. Naj vam navedem samo en zelo majhen primer
iz mojega obdobja ministrovanja. Leta in leta se je načrtoval rondo na Valeti. Poznate verjetno, ko pridete nad Portorož, tam je bilo eno semaforizirano križišče, stalni zamaški celo poletje. Vrednost tega projekta je bila 2 milijona 700 tisoč evrov, torej moderno krožišče, vsemi priključki in tako naprej. Jaz mislim, da ga še 30 let ne bi bilo. Vi veste, da tam od maja 2012 stoji nek rondo, ki je tako imenovane montažne izvedbe, nič grd, prav ličen, lepo urejen, ki je bil narejen za, mislim, za 40 tisoč evrov. In služi svojemu namenu in bo služil vse naslednjih 10 let, dokler ne bo do ponovno prišli časi bogatejši, ko bomo lahko tudi na tem področju kaj več postorili. In tako je številnimi drugimi ukrepi na infrastrukturnem področju, kjer se da z bistveno manjšo količino denarja zagotoviti tisto, kar seveda na posameznem področju infrastrukture potrebujemo. In v primeru nove proge Divača-Koper potrebujemo predvsem večjo pretočnost glede na povečanje pretovora v pristanišču Koper v prihodnjih letih. To je ključnega pomena. Zdaj, druga predpostavka, ki jo mora zagotoviti vlada, je seveda realno načrtovanje glede na finančne okvire, ki jih imamo na voljo. In realno načrtovanje glede na možnosti pridobivanja takih in drugačnih zasebnih sredstev v okviru javno-zasebnega partnerstva. Zdaj, pri tem projektu tega javno-zasebnega partnerstva seveda ni bilo tudi zaradi tega, ker je ta vrednost očitno previsoka. Vendar se treba vprašati, se pravi, če je previsoka za zasebni kapital, zakaj pa potem ni previsoka za državo, za ljudi? V končni fazi preglomazne projekte plačajo vsi na koncu, vsi davkoplačevalci. In verjetno to ni v redu. Država mora v okviru finančnih resursov, ki jih ima na voljo in s katerimi preko davkov razpolaga, zagotoviti, da se s temi resursi naredi optimalno največ, kar je mogoče narediti. In ta projekt za 1,4 milijarde je gotovo preglomazno zastavljen in bi bila nujna resna revizija projekta, ki je bila po mojih informacijah v enem delu že narejena, vendar ne dokončno. Ta resna revizija bi gotovo pokazala, da je mogoče to povezavo zgraditi za nižjo vrednost. Resna revizija govorim zaradi tega, ker ni bilo resno recimo odzivanje nekdanjega ministra Omerzela na ta problem, če se spomnite. In večina medijev tega tudi nekaj pretirano problematizirala, on je takole preko Pavca na novinarski konferenci dejal, mi bomo zgradili ta drugi tir za pol cene, 700 milijonov evrov. In potem ste ga vprašali, kako? Ja, smo pogledali, pa se da z racionalizacijami, malo manj izkopov, cementa in tako naprej. To ni resna revizija projekta. Resna revizija projekta je potrebna zaradi tega, ker se je ta projekt načrtoval v popolnoma drugačnih razmerah. Bil je načrtovan v časih, ko je bilo denarja na pretek. Predvsem pa je pomembno to, da se je načrtoval v časih, ko se je nekako iztekal avtocestni program. In ta gradbena operativa, slovenska, ki je bila takrat zelo močna, je seveda videla, da z iztekom tega programa se zmanjšujejo možnosti za nadaljne delovanje. Imeli smo močno operativo z številno sodobno mehanizacijo in vsem ostalim in zaradi tega seveda so se pripravljali projekti in eden izmed njih je bil tudi ta tako imenovani drugi tir oziroma nova proga Koper-Divača. Ker tega sem jaz v preteklosti večkrat dejal, da je problem pri tem projektu predvsem ta, da se ni načrtoval za potrebe države oziroma njene prometne logistike in za potrebe pristanišča Koper, pač pa predvsem za potrebe gradbene operative. To je bil ključni problem pri tem projektu in ta problem žal ostaja še danes. In zaradi tega se že dolgo časa vrtimo v tem začaranem krogu. Konkretno lahko ugotovimo po toliko letih, da je bil takratni SCT gotovo tako močan, da je imel tudi vpliv na take odločitve tako ali drugače. In zaradi tega seveda tudi ta velika vrednost projekta, zaradi tega nekatere projektne rešitve, ki
z vidika pretočnosti logistike in tako naprej niso potrebne in tako naprej. No in istočasno, ko je potrebno zagotoviti to revizijo projekta in priti do neke normalne cene, ki bo pritegnila tudi zasebne partnerje, kolikor bo taka odločitev, je potrebno sprejeti odločitev glede časovnice za modernizacijo vse ostale železniške infrastrukture na 5. koridorju. Kajti mi imamo, kot veste, kar nekaj ozkih grl, ki jih je potrebno odpraviti v isti časovnici, nekje do leta 2020-2022, vkolikor ne želimo imeti pol na koncu tukaj na tem odseku zgrajeno neko super sodobno progo, potem pa v nadaljevanju zamašati. Zdaj, prej sem omenil enega od manjših projektov, kjer se je dalo relativno hitro stvari urediti, ker ni bilo potrebno ne vem kako veliko načrtovanje, lahko menim enega od večjih, kjer pa je zadnji čas, da se sprejme neka odločitev, da ne bomo ponovno zapravili veliko denarja za neko infrastrukturno ureditev, pa ne bo pravega učinka od nje. To je primer nadaljevanja te obalne avtoceste, oziroma hitre ceste od Jagodja do Lucije. Veste, da imamo tam planirana 2 kraka. Eden je ta, do Lucije, drugi je pa po dolini Dragonje. In zanimivost pri teh dveh je, da ta prvi do Lucije se sploh ne priključuje na avtocestno omrežje v Republiki Hrvaški. Ta drugi, ki je pa še malo oddaljen, pa se. Ampak bistveno vprašanje je, zakaj 2 kraka na tako kratkem odseku? Zakaj 2? Zadostuje en, načrtovan malo drugače, kot sta sedaj ta 2. Nasprotniki bodo rekli, bo to vzelo nekaj let. Lahko da, lahko ne. Verjetno, če pride do odločitve, sedaj tudi ti postopki pospešni, ampak najbolj pomembno je, da lahko bistveno bolje umestimo cesto v zelo občutljiv prostor, kar ta obalni konec nedvomno je, in zato porabimo manj finančnih sredstev kot za 2 neustrezna priključka. In takih primerov je verjetno na tem področju še nekaj. Tako da, pod črto, gledajte, če še enkrat ponovim, ta odločitev seveda je nek hladen tuš, še posebej zaradi tega, ker je ta projekt nove proge Koper-Divača oziroma drugega tira dobil neko javno medijsko težo kot eden najbolj ključnih projektov na področju prometa in logistike za Slovenijo v naslednjih letih. Je pomemben, ampak ni pa seveda to najbolj pomemben projekt. Vse ostalo je tudi enako pomembno. In zaradi tega seveda je zdaj ta hladen tuš, ki je prišel strani Bruslja, toliko večji. Vendar jaz mislim, da je tukaj odgovornost vlade, da dejansko ta čas, ki pa je relativno kratek, izkoristi in da nekje v roku 3 mesecev do zgodnje jeseni slovenski javnosti predstavi, kaj in kako na kakšen način se bo delalo na področju razvoja celotne prometne infrastrukture, tako na železniškem kot na cestnem področju v naslednjih 20-30 letih, kje bodo finančna sredstva, resursi, na kak način, kje bodo javno-zasebna partnerstva, kje udeležba evropskih sredstev in tako naprej. In v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke, oziroma v stranki sami ocenjujemo, da je bolj kot razpletanje o tem, ali bi, če bi bil ta projekt prijavljen na nacionalno ovojnico, bil uspešen ali ne, po mojem mnenju ne bi bil, če bi ga sploh bilo mogoče prijaviti na nacionalno ovojnico, tako da je to popolnoma brezpredmetno razpletanje. Bolj pomembno je, da ta trenutek vlada, največja odgovornost tukaj na vladi, izkoristi za to, da se končno nekatere stvari na tem področju prečistijo, da dobi Evropa v nadaljevanju projekte, ki bodo koherentni, ki bodo vzdržni, ki bodo po domače pili vodo in s tem bo tudi večja možnost absorpcije teh sredstev. Nenazadnje se treba le zavedati, da je bil to prvi razpis, da je bilo denarja na voljo okrog 13 milijard evrov, da je bilo projektov 3-krat toliko prijavljenih in da je jih 2/3 v vsakem primeru tako ali drugače odpadlo. Zdaj, ena stvar se mi zdi pa še pomembna za poudariti ob tej priložnosti. Kot veste, so bili iz te vojnice odobreni 3 sicer manjši projekti, ki pa seveda niso nepomembni, kljub temu, da gre v primerjavi s tem megaprojektom za manjše zneske. Ti zneski so tudi
znatni, 7, 18, 20 milijonov evrov. Eden izmed teh treh projektov je pomemben tudi za to povezavo in to je tako imenovani izvlečni tir. Pred leti, ko se je videlo, da ta časovnica glede nove proge Divača-Koper ne teče tako, kot je bilo načrtovano, ko se je zapletalo predvsem pri tej presoji z Italijo in ko je bilo jasno, da se odmika pridobitev gradbenega dovoljenja, ki kot kaže bo pridobljeno šele konec letošnjega leta, je bila sprejeta odločitev, da se nekateri ukrepi iz tega projekta izvedejo prioritetno, sočasno ali po modernizaciji proge Divača-Koper, ki se zaključuje zdaj v teh mesecih iz te iztekajoče se finančne perspektive. No in eden izmed teh ukrepov je tudi ta izvlečni tir. Skupaj s temi ukrepi bo pretočnost te proge, ko bo ta ukrep izveden, in jaz mislim, da ga je mogoče izvesti v relativno kratkem času, v roku leta dni, bo pretočnost te proge se dvigala iz sedanjih 72 na 102 vlaka dnevno. In to pomeni, da v tem obdobju vmesnem ima Luka zagotovljene te pretovorne kapacitete, ki jih potrebuje, ki sicer niso ustrezne, so zastarele, vsi to vemo. Ta proga je bila grajena, vemo, dolgo časa nazaj, sicer večkrat modernizirana delno, vendar kljub temu jasno je, da ta odsek je potrebno modernizirati z novo povezavo, ni pa pametno istočasno izključiti pomena modernizacije železniškega koridorja na vsej preostali trasi tega 5. koridorja. Tako da ob zaključku v Slovenski demokratski stranki pričakujemo odgovorno ravnanje vlade v tem primeru. Pričakujemo, da bomo do jeseni dobili konkretne usmeritve glede nadaljnih postopkov pri modernizaciji tako železniške kot ostale prometne infrastrukture, predvsem tiste na najbolj ključnih odsekih, in da bo nabor teh projektov tudi finančno vrednoten, narejena neka časovnica in tudi predvideni finančni resursi za izvedbo.